dobrodošli v Mostarju. Pončo sem naštimala, da če je čisto prav moški, se mora dol iz tega mosta vršiti. Evo našega Ponča, zdaj bo skočil. Hejho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami sva tako kot zmeri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In danes te bova popeljala po enem in edinem Mostarju. Ja, Mostar je res eno tako fajn mesto, ozke ulice, vse v kamnu in kup enih mostov, rečic, noro za pogledati. Ampak preden si pa pogledamo sam Mostar, smo pa mi mogli tudi do sem priti in smo se tudi eno stvar pogledali na poti do sem. Na poti do Mostarja smo se peljali še čez mesto Konjic, kjer si lahko pogledate tudi Titov atomski bunker. Zdaj smo se pa v bistvu ustavili še v Jablanici, kjer pa si gremo pogledati en prav poseben most. Porušen most na Neretvi. Zelo tako zanimiva stvar. Zdaj najprej malo zgodovinsko, da boste videli, koliko v bistvu so bili partizani tako, tudi pretkani. Se pravi, oni so se nahajali na levem bregu Neretve in tudi precej enih ranjencev so imeli in oni so nekako mogli te ljudi spraviti na varno. Zdaj, obkoljen z Nemci so rekli, nič, dajmo mi eno tako diverzno taktiko narediti in oni sami sebi vse mostove na Neretvi poderejo. Nemci itak pač normalno mislijo, oni so zdaj tam ujeti in jih grejo z druge strani nekako čez en drug most ali kaj se in kaj na lev breg loviti. Besetzen also mit ihrem Korps die linke Seite der Neretva. Wenn sie dann schön eingekesselt sind. Partizani pa pametni čez noč nek kvazi lesen most čez Neretvo postavijo, grejo čez, ranjence prepeljajo, za sabo most porušijo in v bistvu Nemce ujamejo na un stran. Tako da so jih tako zelo lepo potrolali. Ampak tukaj se zgodovina tega mostu še ne zaključi. Evo, tukaj zdaj za mano pa lahko vidite oba mostova, torej in lesenga in pa kovinskega. Ko so pač kovinskega porušili, so ja čez lesenga hiter vojake čez prepeljali, pa so pa še lesenga porušili. In v bistvu zelo zanimiv pa je, da so celoten ta velik most postavili oziroma obnovili še enkrat v celoti in potem so snemali film Bitka pri Neretvi in zaradi potrebe filma so celoten most še enkrat porušili. Tako da tak je pa pol ostal do danes. Imamo pa tako zelo zanesljivo prevozno sredstvo. Še v te drugo se nam je avtobus pokvaril. Mislim pokvaril, pač nekje smo se ustavili in zdaj čakamo rešitev. Tako da ne vem, če bomo mi prišli danes do tega Mostarja. Bomo. Dobar, saj ustavili smo se na najbolj primernemu mestu, je market zraven. Tako da, če mora človek že čakati, gremo pa saj po eno šljivo ta cajt, ne? Imamo sebe uvijek redili. Je nič, če se pa nama premikali, bomo pa pili. Ja, lej, če roke bolijo, moramo malo jih zmehčati. In s čim bolje kot šljivo. Budne zdaj imava jabučka. A je jabučaro? Ja, lej. To pa še nisem pil. Jaz te še ne. Ja, nič, sekirali se pa na umejo, ne? Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Tako, malo po kisu, ali še? Evo naj v Mostarju in da vam kuj eno stvar pokažem. Tukaj za mano lahko vidite najstarejši most v mestu. Ta most v bistvu ni tisti največji, najbolj veličasten, ki ga verjetno vsi poznate, je pa najstarejši.
Bi se pa skoraj zgodil, da bi ta mali stari most dizajniral en največjih umov, pač arhitekturnih umov Otomanskega cesarstva, gospod Sinan. Zanj ste mogoče že slišali, če ste spremljali najino popotniško serijo po Turčiji. Skriva pa v zadju tale mošeja eno ful dobro zgodbo o uspehu, tako da če rabite malo motivacije, zdaj poslušajte. In sicer, kdo jo je ustvaril? Arhitekt Sinani. Kaj pri njemu toliko zanimivega? On je res ena una zgodba. Začeli smo pri Podnu, zdaj smo pa tle. Drugače pa, zakaj skoraj? Ker ga v bistvu na koncu ni on dizajniral, sicer so ga povabili, on je bil neki poj zaseden, je pa prišel v bistvu njegov učenec Hajdurin in je on potem to zdizajniral, postavil kakorkoli pač. So pa z tega mosta tudi skakali dol. Sicer ne v vodo, no, ampak ja, so pa skakali z njega dol. Ne privlači pa Mostar sem turistov le pač zaradi lepote svojega mesta in zgodovine in to, ampak seveda tudi zaradi Red Bull tekmovanja v skokih v vodo. Zdaj se odpravljava do une ploščadi, kjer ponavadi so ti gledalci, oziroma jih je največ in se tudi najlepše vidi same skoke v vodo. Ampak jaz sem bila tam before it was cool. Dejansko. Zadnje sem bila kle skoraj 10 let nazaj. Seveda, po čemu je Mostar danes najbolj poznan, po tem kamnitmu mostu, na katerem Red Bull prireja skoke v vode. Pončo sem naštimala, da če je čisto prav moški, se mora dol iz tegale mosta vršiti. Evo našega Ponča, zdaj bo skočil. Ne, si v resnici tole ni bil naš Ponč, da se nav kdo ustrašil. Bravo! Ja, skačejo res celo leto in kadarkoli boste tukaj, se vam lahko zgodi, da pridejo domačini do vas, poberejo denar, se pravi pač neke prostovoljne prispevke in ko zberejo dovolj denarja, potem nekdo skoči dol iz mosta. Zdaj nam so rekli, da načeloma pobirajo evro po metru, koliko je visok most. Se pravi, če je most, koliko je že? 23 metrov. 23 metrov bi bilo to 23 evrov, ampak inflacija je tudi na mostu, ker nekako pobirajo zdaj po 50 evrov, da skočijo, ampak dobro, roko na srce svaka en čas, jaz ne vem, če še sred zime v tole mrzlo vodo skakati. Pač tole je res zelo visok, je pa to ena najbolj mrzlih rek oziroma najbolj mrzla reka na celem svetu in v bistvu kadarkoli, se pravi tudi polet, ne preseže tam 8-9 stopinj. To pomeni, da je čisto vse, kdaj skočiš, pač a skočiš po zim, a skočiš polet. V bistvu je polet še večji šok za telo, da je tukaj 40 stopinj in da ti skočiš 8 stopinjsko vodo. Tako da recimo pač danes je lih prijetno, ker je nekje 13 stopinj, kar je lih super za skok, ker ni tako velike temperaturne razlike. Kakor ste videli, je on skočil na noge, pač te skoki iz mostu iz toliko visoke višine so lahko zelo nevarni. Se pravi, če malo ne znaš, če prideš nekako pod kotom, lahko se tudi ubiješ in pač ja, se je to nažalost že zgodi. Zdaj, on je bil majčken amater, če temu lahko rečemo. Sem bil pa jaz tukaj na eni krajši izmenjavici, ne vem kdaj, 2015, in sem bil ravno v času Red Bull skokov. In če bom najdel kje v arhivu, vam tlele zdaj pustim posnetek kakšnega profesionalnega skoka. Ne pa pričakovati dobre kvalitete. Ja, vse se nekako dogaja tukaj, vidite, koliko je to res masa ljudi. Je pa zanimivo, da v bistvu za Red Bullove skoke morajo sam most še majčkeno povišati, da je lahko pač po kategorizaciji sploh skačejo. Mislim, da mora biti 33 metrov ali nekaj takega, da je to Red Bullov skok.
Po čem mislite, da je mesto Mostar dobilo svoje ime? Seveda, po svojih mostovih. In najvišji, najlepši je seveda ta za mano, ki meri v višino kar 23 metrov. Kamniti mostovi niso glih specialna gradnja pač Bosne in Hercegovine oziroma Jugoslavije na splošno, tako da v bistvu za gradnjo teh mostov so sem povabili koga druge kot Turke. Je pa drugače v sami Bosni kar 24 kamnitih mostov, 12 od teh jih je tukaj v Mostarju. Zakaj Cindy tako lepo hodi? Zaradi tega, ker tole drsi ko svina. In boh ne daj, da tlele dež pade, ampak ne, imajo baje tlele zelo dobre zdravnike, pa zelo dobro urgenco, ravno zaradi tega mosta. No, še en tak mit oziroma neresnica, ki ga radi govorijo tle, je namreč, da ta most skupaj držijo tele kovinske pač whatever, no, da to v bistvu most skupaj drži. Ampak ni res. V bistvu most sam po sebi stoji pač zaradi zakona gravitacije, pač sam nas je useden, zato pač stoji. Tole pa so v bistvu postavili sam zaradi tega, da se v bistvu most ne premika toliko levo-desno, če je, ne vem, pač veter in te stvari. Tako da je pa to še nekih 25 cm noter v sam kamen nekako zgrajen in to po celem mostu, če boš pokazala za Cindy, evo, vidite vse tele kovinske stvari. No, iz sklepa skačejo. Dajmo pogledati, koliko je v resnici to visoko. Ne vem, če bi jaz tle skakal. V Sarajevu sva pila sarajevsko pivo, zdaj sva pa v Mostarju, imava pa mostarsko pivo. Saj flašo pokaša, ne? Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Saj kamel pa kvašo, ker to je vse naravno. Dober je, tale je pa ful dober. Boljši kot sarajevski, tako da če boste v Mostarju, obvezno probajte. Absolutno, ko si pa v Mostarju moraš jesti ribe iz Neretve, a ne? Strvi iz Neretve. To. Zgleda dober? Dobro, vsi gledaj. Na zdravje. Čakaj, mi imamo činkolo binkolo, je ponajno. Ja, činkolo binkolo, opa! Ne gre pa v Bosni brez bosanske kafe, tako da evo. Z vesel prvo šla, ne glede, ko se mi roka trese. Baklava, evo. Pa baklavica. To je to. No, gledajte to, dobiš pa zraven itak, a ne, lokum, pa cukrčke v obliki srčkov. Kako cute. Kot veste, je bil pa sam Mostar tudi v bistvu zelo poškodovan v sami vojni in med drugim tudi sam most je bil porušen. Gorane! Gorane! Jebe! Mate! Le tega so kasneje obnovili. Kar je zanimivo pri tem je, da so v bistvu uporabili pri sami obnovi veliko originalnih delov. Se pravi, takih velikih kamnov, ki so jih potegnili kar ven iz vode, pa nekako korporirali v potem rekonstrukcijo. Prišel je čas, da se vrnemo nazaj v Sarajevo, smo si pa na poti nazaj ogledali še izvir reke Bosne. Na južni strani Sarajeva oziroma že majčkeno ven se nahaja tudi izvir reke Bosne. To je zelo tak lep prostor in zdaj si ga gremo pogledati, je pa v bistvu zelo hladno tukaj. Dajte se fajn oblečiti. Sama reka izvira na polju, tako naravnem. Ponovadi pri nas smo navajeni, da ni gor v hribih, no tukaj je pač na polju. Vse pa v bistvu nahajamo v okrožju Ilidža, ki v bistvu izvira iz Ilač oziroma pač iz turščine kot zdravilo. Ja, tako da sama voda tudi pa je neke zdravilne
vplive ima, tako da ne vem, jaz kar razmišljam, da bi šel mojo roko malo potopati not. Me bi mi kaj pomaga. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Ja, je pa res ful hladno. Pač prvič smo tako ful v zavetju te gore in še ta reka in vse. Tako da je pa to zelo fajn novica za tiste, ki pridete v Sarajevo poleti, tlele se v te 100% ohladile. Ja, pa res je tako lepo, mislim, tudi ful je enih klopc, lahko se usedeš, lahko se malo spočiješ. Piknik. Tako da ja, piknik top. Sem pa malo smotana, ne, pač niso dosti vode kupila, danes je prazen, ko vse je zaprt in zdaj kaj naj umrem od žeje, ampak na srečo so nas peljali sem. Najboljša voda, izvirska voda, tako da zdaj bom malo Bosne popil, evo. No, daj malo Bosne spi. Kakšna je Bosna, je dobra? Osvežilna, mrzla, ko hudič, ste lihtal tlele ven. Zdaj se sprehajava še po promenadi, po taki res lepi naravnost promenadi, kjer pa se lahko zapeljete tudi s kočijo. Midva sva se kar odločila, da greva pešk. Zakaj pa ne? Malo že tega svežega zraka. Pa res tak svež zrak, prav gorski. Jo, midva pa sva dva bedaka. Bumbarja, preveč rada hodba, vidiš? Očitno. Se pravi, zelo pomembna informacija, ko ste takole na organiziranih izletih, dajte dobro poslušati podiča, kaj reče. Midva sva ga namreč zdajle narobe zastopila, ker tlele na vatri Bosne ali pač izviru Bosne je potem ta 4-kilometrska avenija pač do Ilidžeja, ne. In ne vem, jaz sem zastopila, da pač pogledamo se izvir, gremo po promenadi 4 kilometre je dolga. in se dobimo tam dol, ne. Ampak mi začnejo po tej promenadi hoditi in Cindy, pa to pa nav neki šlo skozi, ne, jo kva. Ja, tip nam je dal 40 minut za osebo gledati in za avenijo, s tem da računi, če hodiš 5 km na uro, to glih 1 uro boš rabo po aveniji, to nekaj ne gre skup. Pa jaz ko, ja pa ne, če je rekel, da se tam dobimo, a ne. Ja, no, tako da so že do polovice prehodila, ura že 10 minut čez uro, ko bi mogli se dobiti in ga pač mi dokličeva, ne. In on pač potem pove, da ne, da se dobimo tam, da gremo z avtobusom tja in tam se pač dobimo in potem kdor hoče lahko gre malo po svoje, po aveniji špancirati. No, mi da sta se odločila, da gremo kar špancirati. Očitno, ma bova pač 4 km več naredila, kot vsi ostali. Sej ni važno. Sekirali se pa namo. Ne moreš iti pa domov iz Bosne, brez da bi šel še na eno bosansko kapo. Nam je rekel vodič, da ta prav Bosanc zna in delati in uživati. In midva sva se čist prepustila temu toku. And it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep trying. Najno popotovanje po Bosni je prišlo k koncu. Če si še niste ogledali prvega vloga, torej Sarajeva in pa najdaljše noči v letu, torej silvestrske noči, vas vabim, da si ogledate prejšnji vlog. Imaš pa na najnem kanalu še en kup ostalih silvestrovanj po ostalih evropskih mestih. Boste najdeli Beograd, boste najdeli Zagreb, boste najdeli Azurno obalo, tako da vabljeni, da se naročite na najin kanal, ne pozabite všečkati, pa lahko si greste pogledati tudi vse tiste vloge. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau! Čau, čau!